Običajno vedno seveda začnem za zgodovino, danes sem se pa odločila, da bom začela na koncu, pa seveda šla pa naprej v zgodovino. Torej, moja predstavitev se osredotoča na dve razstavi arhitekture, ki so bile v Ljubljani predstavljene v Moderni galeriji in sta bile hkrati obe pravzaprav pripravljeni najprej za druga prizorišča. In sicer Arhitektura narodov FLRJ, ta je iz leta 1949, sicer je bila prvič prikazana v Beogradu leta 1948, druga je pa Arhitektura Jugoslavije iz leta 1951, ki je bila duplikat razstave predstavljene v Rabatu v Maroku istega leta. In zdaj v povzetku sem napisala, da so v bistvu teme, okrog katerih se je vrtel diskurs arhitekture takrat, zdaj spet aktualne, jaz mislim, no, v luči teh inženirskih ukrepov v sodobni okoljski krajini. Torej, kaj so zdaj tiste teme, ki jih lahko razbiramo iz dogajanja povezanega s temi omenjenimi razstavami, katere se v današnjem času pojavljajo kot ponovno aktualne, katere so specifične za tisti čas in kako so nenazadnje povezane z vprašanjem razstavljanja na Slovenskem. Bom zelo konkretna, ampak to je samo za izhodišče, pa obljubim, da grem v zgodovino. Torej, poplave in druge vremenske katastrofe, ki danes spreminjajo našo pokrajino, vplivajo praktično na vse aspekte življenja po vsem svetu. In soočanje s povojnimi konstrukcijami in rekonstrukcijami je bilo v nekaj pogledih podobno. Absolutno ne želim enačiti situacije, ker nedvomno situacija po vojni ni enaka situaciji po naravnih nesrečah. To bi bila nedvomno velika past, ker smo v situaciji, ko imamo vzpostavljene družbene mehanizme, razmerja moči, ustavne zakonske podlage za izvajanje ukrepov. In če ne podamo analize tega, je past seveda, da se ti protokoli enostavno zgubijo in s tem tudi številne izborjene pravice in dolžnosti. Hkrati je pa, jaz mislim, relevantno videti, kaj pomenijo arhitekturni premisleki v situaciji, ki ne veljajo za redne, ampak za praktično nekakšne izredne razmere. To pomeni, tale miška mi ne dela. Čakaj, okej. Torej, izredne razmere pa zahtevajo običajno hitre in učinkovite rešitve, pri čemer se arhitektura sooči vedno z nekim vprašanjem učinkovite izvedbe in s tem trči s področjem gradbeništva in inženirstva. Kar ni nujno slabo, je pa nekaj, kar je posebna okoliščina. To je tisto, kar bi rada izpostavila, ker to ob zgodovinskih prelomih pogojuje umeščenost arhitekturne stroke v tem, kar rečemo družbeni kontekst. Kaj se torej od arhitekturne stroke pričakuje, kaj situacija od nje pričakuje in kako glede na situacijo arhitekti delujejo in kako se posledično okrog tega vzpostavi diskurs, s čimer pridemo v naslednjem koraku absolutno tudi do razstav arhitekture in teorij razvoja. In oboje bistveno vpliva tudi v naslednjem koraku na vsebino arhitekturnih projektov. Torej, pogled, ki me zanima, je pogled na situacijo, ko stvari ne tečejo kot običajno in jih sistem ne more reševati. Kako se torej odzove stroka in kako to vpliva na arhitekturo? Kako pravzaprav arhitektura potem pomaga nekako v navednicah normalizirati stanje? In sicer na način, da predpostavlja z gradnjo v prostoru aktivnosti, ki se bodo odvijale dolgoročno in bodo vzpostavljale tako imenovane redne razmere, torej tako imenovano normalno stanje. Torej, s tem vzpostavlja tudi nove materialne pogoje svoje produkcije, ki vplivajo na okolje in tudi v končni fazi finančne tokove. Zdaj pa, kot obljubljeno, k razstavama. Obe sta nastali v povojnem obdobju, v času rekonstrukcije, v času vzpostavljanja novega sistema socializma in glede na naslov bi lahko rekli, da gre za precej podobni razstavi. Arhitektura narodov FLRJ oziroma Arhitektura Jugoslavije in pravzaprav vprašanje, da sta to zares razstavi arhitekture na nek način ja, ampak hkrati sta pravzaprav obe promovirali arhitekturo v neki perspektivi povojne rekonstrukcije. Glede na materialne pogoje pa tudi posredno razvoj tehnike v kontekstu planskega gospodarstva. Na koncu bomo videli, malo naprej povem, pravzaprav, da vam služijo ta izhodišča kot nekakšno oprijemalo za predstavitev naprej. Torej,
Prva razstava je predvsem merila na razvoj, s katerim so se narodne množice osvobodile skozi tehniko, pri čemer je pomagala arhitektura. Pri drugi pa lahko vidimo, da gre za nekakšen premik. Pravzaprav druga razstava vzpostavi drugačno razmerje arhitekture do družbe, pri katerem se raznolikost narodov skozi arhitekturo realizira in pri tem nekako pomaga tehnika. Oboje v perspektivi socialističnega projekta. Torej, v enem in drugem primeru je pojem arhitektura Jugoslavije miselno orodje, s katerim se vzpostavi okvir, v katerem je arhitektura tista, ki je nosilka družbenih sprememb, bodisi v domeni tehnike, bodisi v domeni kulture. Tehnika je bila povezana z novimi tehnologijami gradnje in ta absolutno ni bila vprašljiva. Vprašanje pa je bilo, a se mora zdaj arhitektura podrediti tehniki ali naj pod temi pogoji tudi skozi estetske in likovne premisleke išče svojo novo obliko. In s tem je bilo neposredno povezano tudi strokovno delovanje in organiziranje, čist na ravni društev, zakonodaje in tako naprej. Pojem arhitektura Jugoslavije pa pravzaprav bomo lahko videli, kot takšen vsebuje notranje protislovje, ki zadeva razmerje med kulturo in tehniko. Torej, kako se je potem to protislovje odražalo v nastajanju razstav in v razstavah samih. Torej, prva razstava, razstava arhitekture narodov FLRJ v Moderni galeriji, to razstavo je organizirala arhitekturna sekcija Društva inženirja in tehnikov Slovenije. Zares je bila prvič predstavljena na drugem kongresu DITA, Društva inženirjev in tehnikov v Beogradu, z naslovom Urbanizem in tehnična knjiga. Ta razstava je potem potovala tudi v Ljubljano, v Sarajevo. V Sarajevu je bila na primer predstavljena pod naslovom Arhitektura in urbanizem FNRJ v okviru drugega kongresa gradbenikov Jugoslavije leta 1949. Izvorno razstavo je pripravila beograjska skupina v okviru DITA. Pravzaprav imamo v zvezi z obema razstavama zelo malo podatkov. Ohranjenih je nekaj fotografij iz Moderne galerije, iz katerih lahko razberemo na primer kompozicijo ob prihodu na razstavo. Desno pred vhodom lahko vidimo ob prihodu na razstavo, lahko vidimo množico, postavljen podolgovat panel s fotografijo množice ljudi. Naravnost proti razstavnim prostorom se je pogled odprl na napis Arhitektura narodov FLRJ, s katerim sta bila v kompozicijo potem postavljena še dva fotografska panela, na levi ljudje na gradbišču in na desni strani sredi travnika ali polja industrijska zgradba, pod njo pa velik napis Društvo inženirjev in tehnikov Ljudske republike Slovenije. Na hrbtni strani tega glavnega panela je bil napis Gradnja po osvoboditvi in pod njim dve fotografiji bližnjih posnetkov gradbišč, v enem primeru najverjetneje opaženja armirano-betonske ločne konstrukcije in praktično razen rož ni bilo v tem prostoru nič drugega. Medtem ko v stranskih prostorih so bili predstavljeni materiali v zvezi z rekonstrukcijo mest, spomenikov, novogradnje v kontekstu urbanističnih načrtov, infrastruktura, analize zgodovinskih središč mest. Pravzaprav popolnoma točnega seznama razstavnega gradiva nimamo. Vemo pa, da je bila posebna pozornost namenjena mestu Ljubljana, v Ljubljani. Pred ortofoto Grajskega griča in Stare Ljubljane je bil postavljen tudi kip Emonca. Gradivo je v vseh treh sobah, poleg načrtov v različnih merilih, obsegalo veliko fotografskega materiala, makete, praktično nič ni bilo besedila, z izjemo nekaj napisov in opisov na načrtih in legendah. Osrednja misel te potujoče razstave se je tako vrtela okrog gradnje arhitekture narodov FLRJ po osvoboditvi, ki se je gradila z množicami in za množice. Z uporabo takrat sodobne tehnologije so se preurejala mesta, rekonstruirali spomeniki, vse v kontekstu ustvarjanja socialističnega življenjskega prostora. Gradivo za razstavo so pripravili arhitekti po republiških sekcijah. Izbor gradiva je bil interpretiran kot dediščina narodov, ampak lahko kmalu ugotovimo, da pravzaprav priprava gradiva ni sledila nekim enotnim smernicam, kriterijem in poleg tega so dela iz številnih območij tudi umanjkala. Torej, razstave s predstavitvami arhitekturnih dosežkov so bile v Jugoslaviji pomemben mehanizem promocije
predvsem idej napredka, družbene preobrazbe v socializem, povezanega s tehnološkimi inovacijami, ki naj k razvoju nove arhitekture bistveno prispevajo. Arhitektura je bila zato v času povojne rekonstrukcije in izgradnje prostora pomembno polje družbenega udejstvovanja. Ampak razstave niso promovirale tehnike samo na področju arhitekture, promovirale so jo praktično na vseh področjih človeškega življenja. Društvo inženirjev in tehnikov je s pomočjo republiških organizacij, na primer isto leto kot drugi kongres, organiziral tudi prvi teden tehnike leta 1948 na celotnem področju države, ki so se odvili v Srbiji, na Hrvaškem, Sloveniji, Črni gori in posebno vlogo so imeli pri oblikovanju vsebine tudi arhitekti z objavo člankov, organizacijo razstav, s fotografijami, maketami in posebna pozornost je bila namenjena akciji povezanimi z gradnjo zadružnih domov, za kar so si še posebej arhitekti prizadevali. Razstave so bile pogosto organizirane tudi v okviru sejmov. Pri promociji tehnike je odigralo društvo eno izmed ključnih vlog, pri čemer so se razstave pogosto prepletale s področjem arhitekture. Ampak društvo je delovalo tudi širše, kot medij za organiziranje ljudskih množic, da bi te v okviru planskega gospodarstva Jugoslavije sodelovale pri izgradnji in upravljanju proizvodnih sredstev. Ljudje naj bi bili motivirani za delo, saj bi ga upravljali za lastno korist, da bi uživali sadove lastnega dela in po kapitalizmu ustvarili pravični socialistični svet. Arhitekturna stroka je bila sicer pred in po vojni prepletena z delovanjem v društvu inženirjev in tehnikov, hkrati pa je bil odnos znotraj društva do arhitekture ves čas do določene mere ambivalenten. Društvo inženirjev je bilo sicer ustanovljeno že v okviru kraljevine SHS leta 19 kot Združenje inženirjev in arhitektov kraljevine SHS, a se je že septembra istega leta preimenovalo v Združenje jugoslovanskih inženirjev in tehnikov s sedežem v Beogradu. Po vojni je bila arhitekturna dejavnost organizirana v okviru gradbene stroke, urejene za uredbo zvezne vlade iz leta 1947, arhitekti pa so imeli znotraj DIT, Društva inženirjev in tehnikov, svoje sekcije. Ko se je leta 1950 DIT reorganiziralo tako, da so se strokovne sekcije preobrazile v samostojna strokovna društva, je nastalo tudi Društvo inženirjev Slovenije in kasneje Zveza arhitektov Jugoslavije leta 1952. Tehnični poklici so po vojni prispevali k oblikovanju novega življenjskega prostora socializma. Za arhitekte je bilo pri tem pomembno predvsem, kako naj bo ta prostor oblikovan. Poleg funkcionalnih vprašanj so jih zanimala tudi estetska, likovna in kulturna vprašanja, ki so bila v DIT pogosto preslišana. In razstava Arhitektura narodov FLRJ tega vprašanja ni razrešila. To se odrazi tudi v Ravnikarjevi kritiki konkretno te razstave, v kateri zariše smernice, ki jih povezuje z delovanjem arhitekturne stroke in z vprašanjem arhitekture, ki jo razume kot likovno umetnost. Arhitektura pri tem naj ne bi le črpala znanja iz ljudske arhitekture prednikov ali historične arhitekture drugih narodov, temveč hkrati celo nudila slikarstvu in kiparstvu priložnost za razmah v sožitju z arhitekturnimi nalogami. Takrat namreč ocenjuje, da je arhitektura kot faktor družbenega življenja med vojnama pri načrtovanju rasti odpovedala in izraža skrb glede večje nevarnosti za, citiram, golo zidanje vedno novih uporabnih kubatur. Kot ključne za arhitekturo izpostavlja 3 plati, ki bi jih morala arhitektura upoštevati: tehnično, socialno-ekonomsko in estetsko. Zdaj tako. Organizirati neko razstavo leta 1948 je bilo samo po sebi velik dosežek, zato bi takrat težko pričakovali konsistentne opredelitve arhitekture. Ampak vendar smo na primeru te razstave soočeni z vprašanjem, kaj pravzaprav mislimo s tem, kot določeno zgradbo označimo za arhitekturo, in predvsem z vprašanjem, pod kakšnimi pogoji se je oblikoval arhitekturni diskurs povojnega obdobja, ki v veliki meri vztraja do danes. Arhitekti so po vojni zaradi nujnosti reševanja eksistencialnih problemov ljudi razumeli tehnične opredelitve gradnje kot nekaj popolnoma sprejemljivega. Ampak po nekajletnem razvoju
je postalo zanje nujno premišljati tudi o drugih dimenzijah arhitekturnega udejstvovanja. In v tem smislu so arhitekti v kontekstu planskega gospodarstva odpirali zahtevo po prepoznavanju arhitekta, arhitekturne stroke, kot ene izmed kulturnih dejavnosti, ki se pri zgrajevanju prostora ukvarja tudi z estetsko in tudi duhovno razsežnostjo človekovega bivanja. Toliko o borbi znotraj meja domovine, ampak seveda njihovo delovanje ni bilo zamejeno na lokalno prizorišče, delovali so tudi mednarodno, s čimer je pa povezana druga razstava. Arhitektura Jugoslavije. Ta je bila razstavljena v Moderni galeriji novembra 1951, pravzaprav tudi v okviru tedna ljudske tehnike. Sicer pa pripravljena v osnovi za mednarodni kongres UIA v Rabatu. Fotografij iz Rabata pravzaprav nimamo, mislim, da bomo še kasneje slišali nekaj več o UIA v predstavitvah, ki prihajajo. Edine fotografije, ki jih imamo, so iz Moderne galerije. Leta 1948 se je Jugoslavija namreč pridružila mednarodni organizaciji arhitektov UIA, Mednarodno združenje arhitektov, pri čemer moramo vedeti, da je tudi leta 1949 DIT sam deloval v smeri povezovanja z Zahodom. Ustanovili so namreč komisijo za mednarodne zveze, ki se je povezovala s številnimi zahodnimi združenji, recimo mednarodnim združenjem inženirjev, konstrukterjev v Cirihu, v Parizu, pri komisiji za visoke brane v Parizu, Londonu, v ZDA, Cambridge. Skratka, delovanje je bilo predvsem po letu 1948 izrazito usmerjeno v Zahod, kar je bilo seveda povezano s širšo geopolitično situacijo. Ko so ZDA napovedale program pomoči za okrevanje, rekonstrukcijo in stabilizacijo, imenovano Marshallov načrt, ta v osnovi tudi ni izključeval ne Sovjetske zveze, ne drugih socialističnih držav. Ampak kmalu je bilo pa jasno, da v skladu z Trumanovo doktrino ZDA komunizma niso nameravale podpirati. In Tito je že leta 1947, ko tečejo pogajanja, zavrnil Stalinov poziv, da z ostalimi socialističnimi državami zavrne možnost sodelovanja v Marshallovem načrtu. Ampak ko je Sovjetska zveza v odgovor ameriškemu načrtu oblikovala svoj sistem za gospodarsko pomoč državam v svojem vplivnem območju, imenovano Molotov načrt, se Jugoslavija ponovno ne pridruži. Spor Tito-Stalin, ki junija 1948 privede do končne izključitve Jugoslavije iz Informbiroja, pravzaprav pomeni prelom tudi za Jugoslavijo, ki praktično po tej letnici svoj model socializma išče, razvija v skladu z Zahodom. Pravzaprav išče nove vire financiranja in pravzaprav obe opisani razstavi, ta, ki smo jo že ravno kar opisali in ta, o katerim bo govorila naprej, pravzaprav nastajata prav v tem obdobju. Načrtovanje prostora in del tega je tudi arhitektura, čeprav je prostor širši, je bilo neposredno povezano z investicijami in sistemi finančnih pomoči. Nova povezovanja so bila v okviru UIA za jugoslovanske arhitekte dobrodošla kot mednarodna platforma za izmenjavo znanj in idej in hkrati tudi podpora strokovni kredibilnosti arhitektov v Jugoslaviji. UIA je bilo ustanovljeno junija 1948 v Lozani v Švici, sedežem v Parizu, z namenom povezovati arhitekte okrog vprašanja povojne rekonstrukcije v svetovnem merilu, ne glede na narodnost, ideologijo ali arhitekturno doktrino. Po ustanovitvenem srečanju so se kongresi odvili v Rabatu, v Lizboni, v Hagu, v Moskvi in tako naprej po celem svetu in pravzaprav organizacija deluje še danes in je edino združenje arhitektov, ki ga uradno priznavajo Združeni narodi. Razstave arhitekture so redno spremljale vse kongrese. Povezovanje v mednarodnih organizacijah je za arhitekte poleg izmenjave idej pomenilo tudi zelo pomemben dostop do znanja povezanega z razvojem novih gradbenih tehnologij.
In če tudi so bili, na primer, odnosi med sovjetskimi arhitekti in CIAM v medvojnem obdobju okrnjeni, so arhitekti kljub temu sodelovali v mednarodnih mrežah, onkraj tudi CIAM-a, da so ohranili stik s tehnološkim razvojem, še posebej v zvezi z gradnjo projektov velikega merila v Združenih državah. Vojna je zaveznike tudi zbližala in razvoj tehnologij, povezan s prefabrikacijo gradnje, razvitih za časa vojne v anglo-ameriškem kontekstu, je bil za sovjetske urbanistične načrtovalce posebej zanimiv. Izsledke v gradnji so maja 1945 predstavili na primer tudi na ameriško-sovjetski konferenci v New Yorku. Sprva je bil kot drugi kongres UIA predviden kongres v Varšavi, a vendarle, ko UIA sprejme Jugoslavijo, je bilo okrog tega precej nesoglasja in se kongres v končni fazi odvije v Maroku. Zakaj? Maroko je bil v kontekstu blokovske delitve sveta na prvi pogled nevtralna država, ne socialistična, ne kapitalistična, nedvomno pa potrebna razvoja. Kakšnega je bilo še odprto vprašanje? Potem, ko se je jugoslovanska politika usmerila pri iskanju razvojnih poti ter s tem povezanih možnih virov financiranja proti kapitalističnim državam, lahko sklepamo, da promoviranje razvojnih in arhitekturnih projektov na razstavah in kongresih socialističnih držav vzhodnega bloka ni bilo nezanimivo, nezaželeno. Hkrati vemo, da Maroko pravzaprav v tem obdobju še ni bila pravzaprav samostojna država, ampak še vedno v okviru se ukvarjalo z svojo kolonialno situacijo. Enako je veljalo tudi za raziskovanje možnih načinov delovanja znotraj UIA, ki je pravzaprav povezovalo različne možne strani in vidike razvoja. Dileme in razhajanja povezane z ideološkimi opredelitvami so bili prisotni znotraj UIA od vsega začetka in so se kasneje odrazili tudi v številnih zapletih povezanih z ustanovno listino združenja. In Rabat je bil v teh okoliščinah primernejše, morda manj naelektreno prizorišče za izvedbo drugega kongresa, saj so bila ideološka vprašanja zaradi neposrednih lokalnih težav lažje spregledana in predstavila se je tudi Jugoslavija. Ta ista vsebina je bila naknadno predstavljena v Ljubljani. Razstava je bila zasnovana na 28 panojih v dveh sklopih. Glavni kustos razstave je bil Edvard Travnigar, sodelovala sta tudi Branko Kocmut in France Ivanšek in študenti fakultete za arhitekturo. Uvodoma je bila Jugoslavija predstavljena kot politična karta Jugoslavije s 6 republikami in glavnimi mesti, geografski položaj pa je s fotografijami prikazoval posamezne pokrajine, ki niso bile nujno nacionalno, temveč predvsem regionalno zaznamovane, torej Panonija, Dalmacija, Gorata pokrajina in tako naprej. Predstavljene so bile tudi folklorne noše Slavonije, ljudski plesi ter tradicionalna arhitektura. Pri tem je šlo za stavbarstvo in tega so avtorji ločili na tisto, ki je nastalo pod vplivom Zahoda, torej Hrvaška, Dalmacija, Slovenija, Istra, ter tisto, ki je nastalo pod vplivom Vzhoda, Makedonija, Črna Gora, Srbija. Predstavljene so bile tudi publikacije. Drugi sklop naj bi bil namenjen posebnemu delu s 3 temami: mestna dediščina, naselje z rekonstrukcijami, novimi centri, rajoni. Tretji del naj bi obravnaval površine za rekreacijo, pogozdovanje, turizem, alpinizem, parke, sprehajališče, območje za igro in šport. Hkrati lahko najdemo v katalogu krajši uvod, v katerem je izpostavljena tudi neenakomerno razvitost regije v Jugoslaviji in predvsem obžalovanje, da pravzaprav ni možno na razstavi predstaviti političnega in ekonomskega uspeha države. V kontekstu Maroka in UIA je bila arhitektura Jugoslavije, tako kot je bila predstavljena na razstavi, zanimiva kot kontekst, ki v perspektivi modernizacije gradi prostor socialne vključenosti, z njim povezuje različne lokalne tradicije
in jih prepleta z novimi tehnologijami. Debate, dileme o arhitekturi, ki so se odvijale v Jugoslaviji v okviru društev, takšnih in drugačnih, niso bile zanimive, saj so bile absolutno politične. Kultura pa je imela v socializmu in kapitalizmu nenazadnje drugačno vlogo. Sem na koncu. Tako da, če se vrnem na začetek. Pri prvi razstavi je šlo predvsem za promoviranje arhitekture v smislu družbeno učinkovite inženirske dejavnosti, pri drugi pa hkrati tudi za promocijo nekakšnih kulturnih vrednot. Če je prva razstava merila na razvoj, s katerim se narodne množice osvobodijo skozi tehniko s pomočjo arhitekture, je druga razstava vzpostavila drugačno razmerje arhitekture do družbe, pri katerem se raznolikost narodov skozi arhitekturo realizira in pri tem tehnika pomaga. Ponavljam, pojem arhitekture Jugoslavije pa je bil v obeh primerih miselno orodje za vzpostavljanje okvira, v katerem je arhitektura nosilka družbenih sprememb, bodisi v domeni tehnike, bodisi v domeni kulture. Ta notranja protislova, ki jih lahko skozi pojem arhitektura Jugoslavije razbiramo skozi procese povezane s tema razstavama, se tičejo še vedno aktualnega razmerja med tehnologijo in kulturo, ki sta pogoji za vzpostavljanje življenjskega prostora družbe. Ali je gradnja zgolj tehničnih objektov le nevtralna rešitev problemov, ki terjajo hitre in učinkovite ukrepe, ali se s tem vzpostavlja kultura, v kateri estetski, politični, likovni premisleki nimajo več mesta, je zato zmanjkalo denarja. Če torej gospodarske projekcije ne omogočajo premisleka o razmerju kulture in tehnike do lokalnega okolja ali mednarodnega konteksta, ali je mogoče lahko to vsaj neko izhodišče za kritični premislek sodobnega diskurzivnega polja arhitekture. Hvala.